Gledate oddajo Klepet ob kavi. Vsaka stvar na planetu, pravzaprav vsaka stvar v vesolju, vsaka misel, vsako čustvo, vsak predmet, vsako bitje, zvok, vsaka bilka, vse ima svojo lastno frekvenco, lastno vibracijo. Tudi človek in z določenimi navadami jo recimo višamo, z določenimi pa nižamo. Recimo, nižamo jo seveda z slabo hrano, kadar smo zaskrbljeni, zamorjeni, jezni, nehvaležni in tak naprej. Se pravi, s tem si nižamo vibracijo. S čim si jo pa višamo? S kakšno meditacijo, slikanjem, ko počnemo nekaj, kaj nam dogaja, kar nam je fajn, plešemo, smo v naravi in tako naprej. In tudi sicer v našem okolju in v nas samih vse vibrira z določeno frekvenco. Dokler so vibracije, frekvence v ravnotežju, v ravnovesju, potem je vse BP. Ko pa se poruši, takrat pa se vse začne rušiti še naprej. Danes bomo govorili o frekvencah, o vibracijah. In v moji družbi je svobodni raziskovalec Marko Černivec, ki mi je pokazal tole knjižico, ki nima veliko besed, ima pa ogromno številk. In Marko nam bo pokazal tudi eno tehnologijo, ki deluje na ta način in dejansko pomaga ljudem, da pridejo nazaj v to svojo frekvenčno ravnovesje. Marko, pozdravljen. Pozdravljeni. Se pravi, tukaj imava napisan recimo, ne vem, Hodgkinov sindrom in neke cifre. In potem imava hormonal disorder ta in cifre. Se pravi, neko stanje in potem neke cifre, neke kratice. Daj nam razloži, v čem je finta tega. Mogoče bi najprej povedali majčkeno o zgodovini, ker frekvence in njihovo zdravljenje niso nekaj novega. Vse se je začelo že leta 1934, ko je skupina ameriških bakteriologov in skupina znanstvenikov naredila prvo terapijo na bolniku z rakom. In so ugotovili, da so mikroorganizmi, na katerih so delali terapijo, bili dejansko uničeni. Tehnični opis tega prvega Rajf-Zaporja je bil objavljen že v reviji Science leta 1931. Potem so pa sledile številne terapije na velikem številu bolnikov in dejansko so bile zadeve zelo uspešne. Je pa zadeva pripeljala do tega, da je to ogrozilo finančne... Strukturo celo finančno, ne? Zato, ker bi rekla, da je to preveč preprosto pa preveč učinkovito. Ogrozili so finančni interes številnih znanstvenikov in zaradi tega so bili mnogi to primorani opustiti. Sledilo je preganjanje strani Združenja ameriških zdravnikov. Vsi, ki so se ukvarjali s tem novim načinom zdravljenja, so bili usmešeni in prezrti. Sledilo je dolgoletno, večdesetletno zatišje pri zdravljenju raka. K sreči so se pa dokumenti ohranili. In vsi ti postopki, ki so bili opisani tudi v letnih poročilih v instituciji Smithsonian, so dokazali, da so bile te terapije uspešne, klinično testirane in dejansko so funkcionirale. Se pravi, ni jim ratalo, da so čist zatišje naredili, je še vseeno so šle informacije naprej. Vseeno so šle informacije naprej, ker leta 50 so se raziskave nadaljevale na Medicinski univerzi v Pensilvaniji, potem so bile predstavljene na mikrobiološki konferenci v Rimu. In kljub prepovedi teh raziskav so bile stvari objavljene v raznih časopisih, med njimi tudi v New York Timesu. Wow, resnica ne uide, ne? Ne uide. In s temi stvarmi so se ukvarjali številni drugi znanstveni, ne samo dr. Royal Raymond Rajf, ki sva ga že omenila, tudi dr. Beck, dr. Lakowski in v 80-ih, 90-ih letih prejšnjega stoletja je nadaljevala tudi delo dr. Hulda Clark. To vsi poznamo. Da, Zapor poznamo, ja. Zapor, tako. Rezultat vsega tega raziskovanja zadnjih 100 let je pa tabela ETDFL, to je Electrotherapy Device Frequency List, ki pa nastaja v Berlinu. Sedež tega projekta je v Berlinu. In tukaj, kot si prej na začetku vprašala za frekvence, te cifre predstavljajo frekvence. In te frekvence so zbrane iz 12 klinik iz širom sveta, iz celega sveta. Wow, zanimivo. Ker, mislim, to so kar neke kode, ne, v bistvu. V bistvu so to frekvence, ki so določene, ki so na dejanskih pacientih preizkušene in so se izkazale za uspešne. Ta tabela se posodablja vsako leto. Tudi letos je prišla nova posodobitev, to je ta zadnja knjigica. In vsaka diagnoza, vsak parazit, vsak virus, vsako bolezensko stanje ima svojih 10 frekvenc, tukaj 10 najbolj natančnih, ki so jih določili skozi preizkuse, skozi dejansko
na dejanskih pacientih in ki so se izkazale za uspešne. Se pravi, ima tudi korona svojo? Ja, tudi korona, do zdaj so bile samo kot korona infekcije, pri letošnji posodobitvi imamo pa takole še en list naprej, tudi so po abecednem vrstnem redu, ker koronavirusi obstajajo že dolgo. Prvi so bili odkriti že v 60. letih prejšnjega stoletja, pa jih je bilo en kup različnih. Tudi navaden prehlad povzroča korona. Ena od koron povzroča navadni prehlad. Potem smo imeli pa po letu 2000, smo imeli SARS, smo imeli MERS in zdaj z tega zadnjega COVID-19 novi koronavirus. In tudi tukaj je točno specificiranih 10 frekvenc, ki uničujejo tudi ta virus. Wow, se pravi, vse gre s frekvencem in to gre prek tele aparature, kaj je tukaj? Tako, v bistvu, tako kot se rekla, vse je frekvenca. Ne? In tako kot je v okolje v ravnotežju, tako pač, če pride do neravnotežja v frekvencah, pride do okoljskih sprememb, ki so lahko tudi katastrofalne. Isto je v telesu. Ravnotežje pomeni zdravje, neravnovesje pa odvisno zdaj kakšno. Lahko je malo, lahko veliko, če pač večje, lahko pride do resnih bolezenskih sprememb. Zdaj pa se pravi, ne glede na naše bolezensko stanje, ne glede na počutje, si lahko pomagamo, se pravi, z aparatom slovenskega porekla, ki je izdelan na principu analogne tehnologije. A res, to je slovensko poreklo? Bravo! Jaz pa mislim, da si to zdaj iz kakšne Nemčije pa Združenih držav. To je slovensko poreklo, analogna tehnologija, pa zelo enostavna za uporabo. Ker Zapr Pro je aparat, ki je ciljno usmerjen. Se pravi, ti noter vpišeš, daš navodila in se zgodi. Tako. On ima praktično neomejene možnosti uporabe pa programiranja. Ker ne gre samo za klasično protiparazitno terapijo. Tukaj gre za celostno obravnavo človeka. Se pravi, marsikaj lahko. Gre za preventivo, kurativo. V bistvu Zapr Pro pomaga odstranjevati posledice slabega počutja. Naša ekipa tukaj dela na tem, da je, se pravi, prenašamo znanje zadnjih 100 let dela s frekvencami z aparatom, ki je v bistvu nadgradnja vseh dosedanjih aparatov. Vidim tukaj recimo, ne vem, za vnetje ušes imaš dejansko lahko, za neplodnost, ni da ni dejansko. Tako, ni da ni. A lahko kaj probava? Dejva en šus. No, dejva en šus. Zapr osnovni sicer poznam, tole pa nadgradnja v bistvu, konkretna nadgradnja. To je nadgradnja vseh dozdajšnjih aparatov. Vse sem bila na vaši spletni strani, sem si tudi malo pogledala. Vidim, da je tale aparatura predvsej draga, ampak da se jo da najet. In to se mi zdi, da je super. Tako, da se jo najet, ob odkupu, če pa se človek odloči za odkup, se pa potem najem šteje v odkupno ceno. No, zelo fair, zelo fair. Se pravi, ti si zdaj tisto namočil v vodo? Jaz sem zdaj namočil tele štumfke v vodo. To mi zdaj to bo zdaj ti oblekla. Aha, no, še to. Kontra. Kontra? Tako, ja. Takle? Tako. Kaj me bo kaj tresel? Kar povej mi, zdaj mi povej. Bomo pa videli. Če me boš tlele, bomo videli. No ja, to mi je všeč ta odgovor. Tale klepet ob kavi, Madonna, kaj meni tole dela, Pa veš, da me bo tresel, to zdaj je voda tudi, ne? Ja, tole je zaradi tega, ker nekateri ne marajo mrzlega bakra in je to oblečeno. Voda zaradi tega, da je boljša prevodnost. Tako, evo. Kaj pa mi boš dal za en program? Pa, jaz bi predlagal kar imunski sistem. Pa deva kar imunski sistem. To bo najbolj ziher. Ker Zapr Pro, lahko še poveva par stvari, se pravi, ima 2 izhoda, kar pomeni, da lahko istočasno aparat uporabljata 2 osebi. Super, mož in žena skup. Tako, ali pa pač na rokah in na nogah z različnimi pripomočki. To bomo tudi še pogledali. Okej. Je konkretno, se čuti, ampak ni pa zdaj, da boli. Ne, boli ne. Je pa tako, da se nižje frekvence se čutijo bolj, više ko so se pa manj čutijo. In tiste više frekvence nad 5-10 tisoč hercev, ker frekvence so pa od 1 do milijon hercev in višjih ne čutiš, čutiš pa, se pravi, začetne pa vmesne prehode, ker Zapr Pro ima vmesno kontrolno frekvenco zaradi tega, da ti začutiš, da si še preklopljena, ker višjih frekvenc ne čutiš. Tole je kar. Ampak, ti si zdaj to doma meni že vpisal noter, da mi delaš na imunski sistem. Drugač pa tale številčnica, to je ta finta ali kaj? Tako, tukaj je tipkovnica, se pravi, s priloženo tipkovnico mi jo postavimo noter v aparat in potem z njo sprogramiramo Zapr v parih minutah. Se pravi, na katerekoli frekvence mi želimo. Se pravi, moraš pa ti priti z nekimi diagnozami, stanji, kakorkoli že?
Običajno je tako, se pravi, ali pride človek, ker ima neke težave, bolečine, take drugačne, ali pa se preprosto želi razparazitirati. Drugi pridejo iz bioresonance z določenimi frekvencami, tretji z diagnozo in se poišče po tabeli ETA-DFL diagnozo in se na podlagi tega vpiše frekvence v aparat. Zdaj, samo zdravje pa... Kaj pa, če imaš več problemov? Potem pa delamo več terapij različnih, ampak ne vse naenkrat. V začetku se priporoča ena, šele ko se človek navadi sploh na nižje frekvence, ki se bolj tresejo, bolj čutijo, potem s časoma lahko povečamo število terapij. Kaj pa tele zadeve, ko imaš nekaj zraven? To mi še razloži. Jaz sem radovedna, veš? Ima dva izhoda. Okay. Se pravi, istočasno lahko, tako kot smo rekli, delata dve osebi. Lahko se pa pač istočasno uporablja tudi nogavice. Aha, pa daš na noge? Tako, rokavice. Super. Evo, to lahko probaš, boš dala gor. Bom dala gor, ja. In isto pol prevodnost pa to? Isto, to so elektromagnetne, prevodne rokavice. A pa lahko pol knjigo zraven bereš, ali lahko sam televizijo gledaš? Lahko vse počneš s tem. Ok, super. Fajn. In se isto potem gor priključi pa to? Isto se priključi s pripadajočim kablom na tole in se priklopi rokavice, na kolenčnike. Kolenčnike tudi? Tako, za bolečine v kolenu. Se pravi, lahko si ljudje lajšajo bolečine s tem? Tako. Lahko tudi se masira. Če ga recimo boli glava, si naštima frekvenca za glavobol in si drži roke na glavi. In to je vse v frekvencah? Vse v frekvencah. Wow. Je pa, se pravi, naše zdravje pa počutje sta v veliki meri odvisna tudi od delovanja našega imunskega sistema. Valjda. In ko ta deluje dobro, pač njegovi obrambni mehanizmi zaznajo škodljive vplive, škodljive tuje celice in jih poskušajo eliminirati. Ko pa iz različnih vzrokov imunski sistem poslabi, takrat pač pride do zdravstvenih težav. In ZAPR-Pro s svojimi ciljnimi frekvencami pač daje podporo imunskemu sistemu, energijsko podporo imunskemu sistemu in mu s tem poveča sposobnosti za zaščito telesa. Se pravi, in to dejansko čutiš, konkretno čutiš? Tukaj je tudi skalarna plošča. Aha, skalarna. Se pravi, skalarnimi valovi. Tu je pa tale Lakovski precej raziskoval. Ja, pa že Tesla, Nikola Tesla. In ta zadeva, se pravi, tukaj lahko naštimamo za programe za uravnavanje čakr. Res? Okay. Aha, in recimo, kaj zdaj naredim? To gre pa v krogu 3 metrov okoli. Ja, super, kar našopaj, da bo šlo. Fajn, tole mi je všeč. Ko sem brala knjigo Nikola Tesla, mi je bilo tukaj všeč, ko se bodo ljudje začeli ukvarjati s frekvencami, bodo v enem desetletju napredovali tukaj, kar vse nazaj. Tudi on je že govoril, kako je vse v bistvu v frekvencah. Tudi on je že govoril o frekvencah in vsi nadaljni znanstveniki so govorili o frekvencah, je pa žal bilo to utišano v 50 letih, še prej, 30, 40 letih, ne vem, v tistem času. In šele zdaj v bistvu bi bilo. Ok, Marko, ti si svobodni raziskovalec, tole krasna zadeva, ljudje si jo lahko najamejo, imajo različne pakete, sem videla na vaši strani, full fine, vse zrihtan. To je uporaba frekvenc, vibracij za namene zdravja, za namene ravnotežja. A misliš, da se frekvence uporabljajo tudi za kakšne škodljive namene? Ja, frekvencami je tako, tudi skalarne valove, frekvence se lahko uporabijo v dobro ali slabo. Torej, orodje ali orožje? Tako kot lahko s frekvencami razbijamo steklene kozarce, rušimo mostove, lahko tudi pomagamo pri zdravju, pri imunskem sistemu in tako naprej. Saj laserji so pravzaprav zelo usmerjena frekvenca, a ne? Tako. Tako da ta tehnologija vendarle na nek način se uporablja tudi v namene zdravja že? Ja, seveda. Super. Tole se mi zdi, da je prihodnost, da bomo na takšen način urejevali vse take in drugačne zadeve. Zanimivo, da si omenil, da so vsi ti virusi, da imajo svojo vibracijo. Kdaj pa dobijo to svojo vibracijo v bistvu? Kako oni to ugotovijo? Aha, se pravi, to je ta in ta cifra, ki jo potem ti vpišeš noter. Tako kot sem rekel, se pravi, te cifre so zbrane iz 12 klinik iz celega sveta. In oni to z bioresonančnimi aparati dobijo, se pravi, na dejanskih pacientih pridejo do teh frekvenc, posodabljajo se pa vsako leto. In ugotavljajo frekvence, ki dejansko učinkujejo na človeka. Recimo, tle imamo fibroidni
tumora, ne? 0,16, 0,55, 0,9, 5,58, to pol tipkaš noter. Te frekvence tukaj v tej tabeli so v kilohercih. Aha. Jih pomnožimo s 1000, dobimo herce in jih vstavimo v aparat. Ok. Se pravi, rekla sva prej, da to lahko ljudje najamejo, pa si sami to rihtajo, ali kaj? Tako, jaz Mislim, poiščete frekvence, ali kak? Jaz pridem do stranke, ona pove, kaj želi. Lahko eni naročijo samo po pošti. Mislim, a je zakompliciran to? Ne, to je preprosta uporaba. Se pravi, tipkovnica v aparat, pritisnete kratka navodila, potipko stop, se vpiše noter po programih, istočasno je na voljo 10 programskih mest. Lej to, našla sem frekvenco za izgubo las za moške. Krasno! Wow! In tole je slovenska pogruntavščina, praviš? Tako, to je slovenski izdelek, za njim stoji več kot 10 let razvoja. Proizvajali se je Status v Metliki. Tudi proizvajajo v Sloveniji? Ja. Bravo, krasno. In to gre v svet, upam, da? Bo šlo s časoma, seveda. Definitivno. Tle vidim, da piše Smart Health Zaper Pro. Aha, ja. In dva lahko torej delata hkrati, se pravi, oba dva bi zdaj lahko bila na terapiji. Tako, oba delava lahko istočasno eno terapijo, lahko pa nekdo dela, se pravi, z 2 elektrodama, se pravi, na rokah, na nogah. Torej, tisti Zaper, ki ga poznamo, tisti je nekaj povsem drugega, kot to. V čem je še razlika? Razlika je v tem, se pravi, ta Zaper je narejen na principu analogne tehnologije. Dobro. Danes živimo v digitalni dobi in digitalnih aparatov ni problem narediti. Težje je z analognimi. Gre pa za to, da že vsak pameten telefon naredi digitalni signal, kakršenkoli. Analogni aparati so pa stvar, ki je nastajala dolgo časa. In gre za stabilnost frekvence. Se pravi, vsak Zaper, zdaj bomo tukaj na kratko povedali, samo toliko, da se veste, prav, vsak Zaper mora imeti kvadratni val, mora biti pozitiven in mora imeti stabilno frekvenco. In analogni aparati jo imajo. Digitalni imajo pa popačene frekvence nekaj hercev in nima stabilne frekvence. Analogno je še zmer najbolj ziher. Tako. Odlično. Hvala, Marko, da si zaupal vse to. Upam, da bom rabila čim manj teh frekvenc tukaj, ampak ta za imunski sistem je pa res super. Tako da hvala tudi za terapijo, počutim se odlično in krasna zadeva. Torej, vse je frekvenca per sono, vse je torej zvok, tako da pomislite, s kakšnimi vibracijami, frekvencami se dejansko obkrožate vi, kakšne proizvajate sami. In evo, danes ste izvedeli, na kakšen način lahko tiste vibracije, frekvence v svojem telesu tudi uravnovesite, zato ker ravnovesje je enako zdravje.